Ampak zdaj priporočam, da imaš s sabo še klavirsko harmoniko, vedno, ker tukaj zdaj vejo, ona znaš pelati harmoniku. Ona ne znaš pelati harmoniku. Vid voditelj na Radiu Robin. Nuša, letošnja Eurovizija za nami, verjetno si jo spremljala. Sem. Prvi polfinale in drugi polfinale tako iz kavča. Se kar vleče, ne, res je ogromno. Ti ostajaš še vedno najboljša! Leta 2001, 7. mesto, tako je. Ampak pazi, 7. je bila leta 95 tudi Darja Švajgar. In zdaj smo tam. Katera je boljša? Kaj praviš? Darjina je meni zelo lepa, res? Ne? Darja, povej mi, katera od vaju z Nušo je bila na Euroviziji boljša? Jaz bom rekla tako, da obe sva najboljši zaenkrat. Zdaj po točkah pa meni so enkrat povedali v eni oddaji, mislim, da je Miša Molk imela križ kraš ali nekaj takega in je bilo vprašanje, kdo ima največ točk in je bilo odgovor moje ime. Ampak jaz še vedno Nuši isto čestitam za to, kar sva obe dosegli. Tako da, krasno. Ja, 84 točk. Darja, ti si jih dobila 70 in oboje 7. mesto. Ja, dobro, tako da lepo, da greš ven, ker bi mogla biti le Darja. Se hecam. Z veseljem. A bo Slovenija kdaj zmagala, Nuša? Wow, ja, lej, ne smemo vršiti puške v koruzo, trudi se je treba, na vse zadnje je to promocija za državo in za izvajalce. Darja, kaj ti praviš? Jaz pa nisem vedeževalka, tako da nimam pojma. Mislim, težko že zaradi teh tudi geopolitičnih stvari, diaspore, ki jo imajo naprimer Hrvati, Srbi, ki imajo te ljudi, ki živijo zunaj svoje domovine in lahko glasujejo. In tako, ne vem. Verjetno želela, da ne bi jaz poklical njenega sina Matevža, ne? Za vaju sem namreč pripravil izziv, ne? Pa da vidimo, ali je ta vez med mamo in sinom res tako močna. Če mama res vse ve in ne. Ja, Itak da ne. Ja, postavil vam bom isto vprašanja, pa da vidimo, koliko dogovorov bo enakih. Torej, vprašanja o Matevžu. Nuša, katera je bila njegova najljubša jed v otroštvu? Najljubša jed v otroštvu. Sam da se spomnim. Ja. Lahko ti povem, tako namignem ti lahko, da je kar za klasiko, no? Je klasika, kak piščanc. Ali pohan, ali pa pečen. Matevž? Dunajski zrezek, pa pomfri. Ja, tako, evo, pravilno. Katera je bila njegova najljubša glasbena skupina ali pa solist? Kakšne plakate je imel v sobi? V bistvu ni imel plakatov, Freddie Mercury, skupina Queen. Ko je dober pleše. Dober pleše. Dela. Ja, je Michael Jackson, seveda. Dajmo slišati. Se je snemal zdaj. Matevž, povej. Dobro, da si mi pomagal. V sobi sem imel jaz večinoma plakate fuzbala, smučarskih in tako sem bil bolj športni tip, zmer košarka. Je pa res, da sem potem konc osnovne šole sem pa ful poslušal Michael Jacksona in je bil on nek idol, bom rekel, no. Evo, takole, pravilno, še ena pravilna. Evo, in ker smo že ravno pri harmoniki bam, sem zasledil, da še kot Anuška Žnidaršič, ne, da si obiskovala tudi glasbeno šolo, a je res? Ja, sem. Kaj si se učila? Harmoniko. In jaz imam tle pod mizo klavirsko harmoniko, draga družba. Ali ne znam nič več? Ja, pa eno bova še znala, no. Ne vem, no, a mi boš sem prinesel? Zdaj mi bo pa sploh vroče. Jaz pa zdaj pa res že tako dolgo nisem igrala. Te pa se bova mogla verjetno malo... Ja, veš kaj, to verjetno ne bo šlo, ne? Bomo med muziko mi to uredili. Ti sam drži, da ne pade. Držim. Ampak jaz tudi eno znam, a ti pokažem, katero znam? Ja, dej. Sam da pridem do... Ajde. Takole, tole znam, lej. C-dur, C-mol. Evo, Nuša, če si pripravljena, kaj bomo slišali? Veš kaj, bom zaigrala, če boš pel zraven. Bom pel, evo, katero bomo zapeli? Na planincah, sončev. Na planincah, gremo. Nuša Derenda na klavirski harmoniki. Premalj sem vadila, ne?
na planincah lušno je. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.